Ko se mi odpravimo v posteljo, si oni nadenejo uniforme. Po noč nikoli ne veš, kaj dobiš. Takrat, ko pri nas zadiši prva jutranja kava, oni po dolgih urah dela ugasnejo luči. Porajteš na utrujenost. Čez dan imaš kot da imaš nekega mačka. To je zgodba tistih, ki skrbijo, da svet teče naprej, tudi po noči. Za nas nič posebnega. To je nočna izmena. A ste vi moj taksist? Sem, ja. Tako je. Zdravo, ajde, me zelo veseli. Nekaj čez 11. zvečer je, ko se skozi gnečo na Kongresnem trgu prebijam do Slovenske ceste, kjer me na avtobusni postaji nasproti Uršulinske cerkve čaka taksi. Ponovadi se ne predstavljam kot taksist, ne. Se predstavljam pod imenom Edis, ne, in to je to. Edis, ki je taksist že 18 let, me danes pelje s sabo na nočno izmeno. Veste, kaj si bom dovolila? A pustite mi, da ugasnem radio? Lahko, ja. A vam kdaj ljudje, ki se usedajo v avto, rečejo, če lahko prestavijo postajo ali pa če jim zavrtite kakšno posebno pesem? Ja, za posebno pesem se večkrat, ko so v kakšnih vikendih, ko so vsi razpoloženi. Za postajo predstaviti pa tega pa zelo malo, ne. Te vožnje, ki trajajo 5-10 minut, pa že potrpijo. A pa jim pustite, da zavrtijo svojo muziko? Kakor kdaj, najraje ne, no. Ker potem imam teh stranjenih bluetoothov v avtu toliko, da sploh ne vem, kdo je kdo več. Ja, najrajš ne pustim, no, ampak če je že taka sila, pa ni problem. Kako se odločite, a boste tiho, a se boste pogovarjali? Vam je ljubše, če vas stranke ogovorijo ali če so tiho? Sam nikoli ne začnem pogovora, ne. Če stranka se želi pogovarjati, se pogovarjamo, če ne, pa smo pač tiho s točko A do B. Pa mislim, da več kot polovica strank vprašam, kje gremo, nekaj včasih, ker možgani zaštekajo, pojma nimaš, kje greš na ulica. Mi je pa ljubše, če je stranka bolj tihno, ne vem zakaj, ampak ja. Nočna mora noči preživete v taksiju pa je, malo v šali in malo zares doda Edis, vprašanje, s katerim stranke največkrat poskušamo prebiti led. In je kaj dela? Ja, najhujše vprašanje, ko vprašaš taksista, kje dela, ne, to je. In kaj odgovorite na to pa navadi? Ja, veliko, ja, in to je to, da ne vprašaš, če rečeš slabo, kako slabo, če rečeš ful, kje dogaja, ker meni, kako bi rekel, vsak ima svoje okuse, ne, težko je razlagati ljudem, kje se dogaja, ker večino ljudi vozaš od žurk, ne na žurke, ne. Nočna izmena. Za taksiste se navadno začne ob 6. popoldne. Okoli polnoči, ko je tudi dela nekaj časa manj, je zato čas za malico. A kam se peljeva zdaj? Na burek. Ki ga seveda ne bova pojedla v avtomobilu. Hrana je prepovedana, pa pijača tudi, ne. Če je kakšno odprta, če je zaprta, ni problem, ali pa hrana, da si vzame, da grejo jesti, pa da se vzame pa za sabo, ni problem, se ostanejo vonjave, ampak da se je treba vedeti, da za to stranko bo še ena stranka prišla, ne, zdaj, kaj sedež pade, nekdo pride v lepih hlačah, kakorkoli se pofleka, ni v redu. Pa tudi za nas ni, ne, ker če avto fleka, ga moraš iti pucati, pol drugi dan ne moreš delati, ne. Avto čisti vsak drugi, včasih tudi vsak dan. Po nočnega, ker treba, če ne drugega, se tepih je stres. Takole po zim ga je treba vsak dan pucati. Po noči se avto veliko bolj umaže, oziroma ga od znotraj veliko bolj nasmetimo, umažemo stranke. Ja, tako je, ker če več kaj ena stranka, ne, da sta že dve, pa kako hoče se vzadju sest, kaj da imamo samo ena vrata, ne, to sitno ena vrata rine, ne, če se pripeljaš z desne strani, to grejo trije vzadji, čeprav imaš še na levi strani vrata in povaljavlja vsak neki noter, pa ne, se prvi, ki gre noter do zadnjega, ne. Ampak zelo zanimivo, ko pa ven hodijo, pa vsak na svoje vrata gre, ne, to je pa ne moreš, ne, čim rečeš, se imam še ena vrata, to je takoj so žaljeni, ne hočeš kaj reči, ne, ampak je za vse lažje, ne, kakor da ti tle noge čez dviguje, pa skače, ne. Ampak ja, bolj umazan, bolj kulturni so ljudje, no, mislim, ne bom rekel, da tudi po noč ni, ampak podnev je zelo lažje, zelo lepš delati z ljudmi, no, lepš pridejo noter in čisto drugačen način, ja. Stranke se podnevi in po noči precej razlikujejo. Podnevi je več starejših, po noči pa več mlajših, pravi. Čez dan več ali manj slišiš, kako v zdravstvu se zamuja, kako v napravni noti čakaš, koliko zamuja v službo, po noč pa večinoma ne razumeš strank, no. Ker jih je zelo veliko, eni so zelo v redu, eni so zelo težki, eni so
tih, eni zaspijo pred, ko pridejo, enim je slabo, pri okam počasi, vse živo, ne? Čez dan je tega manj. No. Po noči nikoli ne veš, kaj dobiš, ne? Se ne veš, če človek sam pride, a je on bil ok, kakšni so mirni, pa pol zveš, da je nekaj v ropu, da je nekaj drv, da je nekaj bežal, da je neko neumnost naredil, pa čist miren pol. A to se vam je že zgodilo, da ste prav nekoga peljali, pa ste potem zvedeli, da je nekaj... Pa jaz osebno ne, ampak so se pa dogajale stvari, da te policaji ostavijo, tle si odložil tega fanta, veš kam je šel, ne, pa take stvari, vse pa dogajajo stvari. Ne. Tudi, naprimer, en taksist je pred leti pobral, ko so ropali eno banko tlelo za bežijo dom, ne, in se je stranka usedla, taksi si je naročila po ropu, ampak so jih po 300 metrih dobili, ne, tako da hvala Bogu, ne. Najzahtevnejši del nočne pa nastopi, če po malici ni dela. Postaneš zaspan, poleniš se in težko se upreš, da ne bi odšel domov. Takrat je pomembno, da vztrajaš, da si discipliniran, da se držiš urnika, ki si ga zastavil, pravi Edis. Tokrat nama je lažje, ker sva v dobri družbi, me pa vseeno zanima, ali se ob tej uri da kje dobiti kaj kave. Ja, zdaj so samo bencinski servisi, včasih je bil na Bavarskem en lokal, ki je delal 24 ur, pa je bila tam neka zbirna točka, ampak jaz sem se skozi izogibal tega, ne vem zakaj. Bilo lažje vzeti na črpalki, pa se odmakniti ali pa iti po svoje, ne, ker se v vsakem poklicu več jih je na kupu, več je nekih neumnih idej, pa ne vem kakšnih laži, pa ne. Taksisti smo kot lovci pa ribiči, ne. Vsak svoje nekaj doda, pove in je pol to ena zgodba rata. Ne. Kako veliko ribo ste ujeli v tem smislu? Ja, na tak način, ja. Kaj pa je riba tukaj v svetu taksistov? Koliko si daleč pelo, da si naključno pelo, vse, tako lovske, ne, kako bi rekel, veliko je zgodbic, no, takih in drugačnih. Ne. Kakšna je Ljubljana, vi jo poznate do obisti, kakšna je po noči, pa kakšna je po dnevi, pa katera vam je ljubša? Ko se vozite, recimo kot taksist? Večina, po moje, ki se vozi, je lepše po noč, ne, ki je prazno, ki po semaforju utripa, po velikih utripa, tisti, ki so nepotrebni, res tu čez dan, včasih, ki so predolgi. Zavozati je boljš po noč, no, in si, kako bi rekel, iz centra Ljubljane si na vseh koncih v max 10 minutah, ne, kjerkoli iz centra, kamorkoli se obrneš si v 10 minutah na drugem koncu Ljubljane, ne, tako da je dan pa noč, ne, kako bi rekel, v dnevni lahko eno vožnjo odpeleš v eni uri, v nočni lahko skoraj 3, ne, ker se vse to hitreje dogaja, vse hitreje, ne, tudi, naprimer, vikendi, ki so bolj udarni, ki se dogaja, to gre nočno tako hitro, da si človek sploh ne predstavlja, ne, da traja 2-3 ure, ne, tako, kaj je med tednom pa kaj bolj pusto, to je na trenutke, no, eno uro se ful dela, pol eno uro je malo slabše, odpeleš eno stranko, malo stojiš, pa tako, ampak če bi se tako vozil, kakor se po noč vozi, ne, da je hitro, pa bilo dela, kakor je čez dan, bi bilo ful dobro, ne, ampak to ne moramo, ker Ljubljana je res zabasena, vsak let je hujišno, glede prometa. Takrat, ko mesto utihne. To je nočna izmena. Z Edisom se iz središča mesta voziva proti Kodeljevemu in ceste so čisto prazne. Res se zdi, kot da vsa Ljubljana spi. Pa še zdaleč ni tako. Kam greva proti centrali zdaj? Zdaj gremo pa v naš klicni center. Tam dežura Marko. Pozdravljen, gospod. Živijo, dober dan, pozdravljeni, ajda me veseli. Zmotila sva ga ravno v času, ko ima precej dela. Stranke v obdelavi, to pomeni, da jih je 60, zdaj vsi kličejo. To že pelejo vozili. To pa čakalna vrsta trenutno. Aha, 3 telefoni, to so pa vozili, ki so še v obdelavi, ki še ne bodo vzdekni vse. Koliko pa je recimo danes, koliko je recimo na tako noč voznikov? Zdaj je 71 trenutno. Okej. 71 voznikov. Markova naloga je, da se prek posebnega programa, ki prikazuje tudi zemljevid Ljubljane z lokacijami vseh taksistov, oglasi strankam, ki kličejo prek telefona in v program vpiše njihovo lokacijo. Program jim nato dodeli taksi, če pa v bližini ni prostega taksista, ga mora na zemljevidu poiskati Marko. Kakor vidite, sem tukaj na obrobju 4-5 prostih taksijev, vse ostalo je zasedeno. Delamo s polno paro. Število klicateljev v čakalni vrsti narašča. Ste si predstavljali, da je to veliko klicev? Ne. To si nobene predstavlja. Morate vedeti, da pa vse vmes, kolikor sem jaz dvignil telefonov, je vsaj še enkrat toliko je naročil preko aplikacije. Kaj so nepomembni podatki, ki vam jih ljudje naštevajo? Nepomembni. Da mora iti še z liftom dol, da ne bo prišel v 3 minutah, ker živi v 10. nadstropju, da ima vrečko, da ga boli koleno. Tako nešteto jih je, ne. Sem, če bom našteval, nočem biti žaljiv do nobenega, ne. Sem pač so stvari, ki ti jih ljudje razlagajo, ki sploh niso pomembne, ne. Kaj pa je tisto vaš idealen scenarij?
Idealno je, da pogovor traja nekje 3 do 5 sekund. To je idealno. Dober dan, lokacija, hvala, 5 minut, čau. To je idealno. Prosim, drug. A pogosto se nam zatakne prav pri lokaciji. Dober dan, jaz pa taksi pri reklami za Lidl. Pač reklam za Lidl je v Ljubljani 500, a ne. Kako ne, jaz ne vem, pri kateri reklami za Lidl stoji ta oseba. Ali pa pač reče, živo, jaz bi taksi pri City Parku. Vsi vemo, da ima City Park 4 vhode, a ne. In ko jih vprašaš, kateri vhod, se zadeva zakomplicira, a ne, ker ne znajo razložiti ljudje, a ne. Tako da smo navajeni tega, a ne. Reklame za Lidl, pa drevesa, pa kante za smeti, pa ni, da ni vse živo, ljudje govorijo. Ne, pač. Nekako se navadaš pol tudi na razne kante za smeti in luči in transformatorje, recimo, zelo radi uporabljajo, a ne, pa take zadeve. A ne. Ampak na koncu se to vse na pamet naučiš, tako da me to prosim. Aljaževa 18, torej do 5 do 7 minut. Hvala, da recimo Aljaževa, ampak pač gospod mi je rekel Aljaževa. Treba je dešifrirati, kaj oni mislijo, a ne. Aljaževa. Ni Aljaževa, ampak je Aljaževa. Prosim, drug. Če je na cestah po noči zelo mirno, je v klicnem centru ravno nasprotno. Ves čas se nekaj dogaja. Ko imaš občutek, da se zadeva umirja, v bistvu vidiš, da se ne umirja. Je bil sem zatišje 2-3 minutke in potem pride nova runda. Prosim, drug. Zato se zjutraj, ko se končno uleže v posteljo, Marko včasih težko umiri. Petek, ki je bil 19. december, smo imeli 4000 pozivov v 8 urah. Domov sem prišel 6:30, zaspal sem pa okoli 9:30. Tako, realno, dok so se možgani umirila, ker to je toliko šopal. In enostavno tudi, če se uležeš, ne zaspiš. Ne? Ga pa ljudje zaradi službe tudi v zasebnem življenju včasih prepoznajo po glasu. Naročam burek gor dol in človek, ki je stal za mano, ki ga dejansko nisem poznal, ne, me je pač porel za ramo in rekel, ti pa prav na metroju delaš v centrali. Ne. In sem rekel, ja, kako pa veš, prav, kako ne bom vedel, se vozim z vami že toliko pa toliko leta. Ne. Dejansko me je prepoznal po glasu, neverjetno. Ne. V glavnem, če še kaj zanima, kar vprašate. Če pa rabite taksi, ga podobite, evo. Minutka pa pol, pa je že spodaj na dvorišču. Taksist Edis me tokrat na srečo že čaka in čas je za najino zadnjo vožnjo. A vas zmoti, ko ljudje, ko grejo ven iz avta, zelo putnajo z vrati? Pa včasih me, ampak zdaj me pa nič več, ne, ker pač to je avto za delati. Ne. Ampak si pa jezen, odvisno, koliko je prijazen, kako poteka vožnja. Če vse je v redu, pa zelo putne si misliš, aj se zgodi, če pa nesramen, pa zelo putne, pa jezen, pa kar besen. Besen pa je bil to noč še nekdo. V podjetju so, malo preden sva prispela pred moj blog, po elektronski pošti prejeli pritožbo ene od strank. S kakšnimi grožnjami se ljudje obadajo? Ob 1:30, a to se je zgodilo 23:30. Ob 1:30 si je nekdo vzel čas, da je napisal en dolg mail. Tako je. In to mail, dobro, da nimam zaštet črk ali pa besed. S slabim mailom, ampak lepo izkušnjo končava tako, tole. tako. Mirno noč. Enako, hvala. Adijo, Adijo, srečno čau. pot, čau. Ko mi odložimo skrbi, oni prevzamejo odgovornost. Delamo s polno paro. Ko mi sanjamo, oni bdijo nad tem, da stvari nemoteno tečejo naprej. Porajteš na utrujenost. Čez dan imaš kot, da imaš nekega mačka. No. To je nočna izmena. Je kdo tu? Danes ni nobenega, tako da je vredno.